A verjameš v teorijo, da ker si zaljubljen, si skrožuje vasi. Če ne govorim, da sem nezaljubljena, ampak... Bom govorila glede vere in tudi na Instagram se bom že napisala, da mi napišete vprašanja. To so TikTok posnetki 20-letne vplivnice in študentke Neže Zupanič, ki v svojih vsebinah odkrito govorijo o svoji ljubezni do Jezusa. O-D-D-I-D Father, Son, Spirit, got the hands on me 1, 2, 3, A, B, C Easy as that, Jesus set me free. Če zdaj mi pišejo, ja, če sverna, zakaj pa pol to delaš, zakaj pa hodiš na veselice, zakaj pa, ne vem, se šminkaš, zakaj si barvaš lase, zakaj imaš nohte. Naravno sončno kremo, oil control, dry touch, dan si jo pa takole gor, delaš vrto in to je nekako dosti sončne kreme. Neža se je tudi sama spopadala s tovrstnimi vprašanji, o tem se je veliko pogovarjala z drugimi ter ugotovila, Ni nič narobe s tem, če pač uporabiš make-up, če ne vem kaj, pač če ne greš v ekstreme, a ne. Skozi je nek ekstrem, tudi glede pijače. Pač, ko so tako, ja, sej, Jezus je ustvaril vino, a ne, zakaj pa ne smem biti pijan? Pač ne smeš biti pijan. Ja, lahko spiješ kozarc vina, mislim, lahko piješ, ampak do neke meje, ko si ti pač še pod svojimi dejanji, pač veš, kva boš delal, a ne. Zato je prekinila stike z nekaterimi vernimi vrstniki in vrstnicami, ki so jo obsojali zaradi njenih objav. Pravi, da mora sama pri sebi marsikaj spremeniti na svoji poti za Jezusom, vendar... Bolj je huj to človek, ki obsoja ljudi, ki pač, ne vem, sprobavajo stvari ali pa se še iščejo ali pa pač padejo, pa grešijo, kakor pa pač tisti človek, ki greši. Kar pa ne pomeni, da se ni treba truditi, poudarja. Jezus nas sprejema, Jezus nas ima rad brezpogojno, res, ampak se moraš tudi ti malo potruditi za to, a ne? Pač ne bo pa sprejel tvojih dejanj. Na družbenih omrežjih je včasih objavljala le vsebine o trendih, o tem, kar pač najstnike zanima. O veri pa jo je bilo strah spregovoriti. Je pač nek strah, da kaj, če me bodo buljati začeli, kaj, če me bodo napadali z nečim, ker nimam odgovora na vse. A je prva objava naletela na dobre odzive. In potem sem se pač odločila nadaljevati s tem in sem nekako ugotovila, da pač mogoče je tu moje poslanstvo, da pač oznanjam prek socialnih omrežij. Guess what? Živja! Bravo! Prav družbena omrežja so sedaj zelo pomembna za to, da vera pride do mladih, pravi 23-letna Brina Rednjak, ki na katoliški mladini skrbi prav za ta omrežja. Meni se je že velikokrat zgodilo tudi zaradi podcasta, da pridejo ljudje, ki jih sploh ne poznam, do mene na ulici, pa me vprašajo neko vprašanje o Bogu ali pa o tem, kako jaz živim vero. Ful navdihujoče, no, da se dejansko Bog dotika mladih prek ljudi. Pospremili smo jo na vaju pevskega zbora Mladost, pesem Prijateljstvo. Odraščala je v družini, za katero sama ne bi rekla, da je bila verna. Moja babi je recimo hodila k maši, sem bila krščena kot dojenček, ampak sem hodila pa k verouku bolj iz tradicije, tudi zaradi zakramentov. Pa glih okrog Birme, proti koncu osnovne šole, me je pa začelo to ful zanimati in sem iskala odgovore. V srednji šoli ni veliko govorila o svoji religioznosti. Zdaj pa se mi zdi, da ni tega sramu, se mi zdi, da si res lahko kdor si, tudi na socialnih omrežjih je vedno več neke pristnosti, se mi zdi, da. In s pomočjo tega tudi vedno več mladih si upa priznati ali pa pač povejo, da so verni. Pravi, da si vsi mladi, verni ali neverni, želijo srečnega, veselega življenja, samo drugje to iščejo. Imam vsak dan ali svetomašo, ali molitev, ali res čas za Boga, pa si ga tudi doma vzamem. Ena stvar, ki jo vedno imam pri sebi, je rožni venec, ki ga imam tudi zdaj v žepu. Evo, recimo. Ima zelo polno socialno življenje, pravi. Tudi fanta ima. Tako si za prijatelje vzameš čas, si tudi za Boga.
Pač jaz si vsakem dnevu vzamem nekaj časa za Boga, tako si za fanta, tako si za družino, za prijatelje. Tako se mi zdi pač čisto normalno življenje, nič ful posebnega ali pa nenavadnega. Čeprav se mogoče na daleč ali pa od zunaj tako zdi včasih. Študentske maše, na katerih mladi verniki praviloma povsem napolnijo cerkev, še niso dokaz, da se mladi res množično vračajo k veri, vendar pa tudi duhovniki v manjših župnijah opažajo vedno več mladih pri bogoslužju. Ne bi rekel, da je neko množično spreobračanje danes. Bi pa rekel, da je veliko več posameznikov, ki v neki notranji iskrenosti, iskanju smisla, pripadnosti, iščejo odgovor tudi v cerkvi. Jaz mislim, da ni kul biti duhoven, ampak je kul najti eno pristnost. Če ti priješ pred njega in si fake, brat, itak, da te ne bo poslušal. Moraš pred njega priti tak, kot si. Več je takšnih, ki iskreno pridejo po zakramente. To, ker vidiš, da to ni zato, da bi naredil, ne vem, da bi šel k poroki, da bi nekaj opravil, ne? Ampak zato, ker res išče. Britanska študija, po kateri naj bi prišlo do velikega zasuka med mladimi v smeri višje religioznosti, je ena sama in ima precej metodoloških pomanjkljivosti. Problematična je z vidika vzorčenja, financiranja, zato moramo biti do nje zadržani, pojasnjuje profesor sociologije dr. Miran Lavrič. Po drugi strani pa je velik interes za to temo in za idejo, da med mladimi krščanstvo dobiva nek nov zalet. In mislim, da tukaj v ozadju je nekaj realnega, da že to kaže na neke realne kulturne premike. Upoštevati je treba tudi to, da mladi danes lažje pokažejo svojo religioznost, ker imajo občutek, da so s tem v trendu, dodaja. Imamo tudi uradne podatke katoliške cerkve za nekatere države vsaj in ti kažejo na velik porast katehumenov. To so ljudje, ki se kot odrasli odločijo, da se bodo krstili, saj niso bili krščeni kot otroci. Še posebej mladi so jedro tega trenda. Število katehumenov po slovenskih škofijah v zadnjih letih narašča. V koprski so imeli pred 2 letoma 16, lani 19, letos pa že 44 katehumenov. V novomeški škofiji jih je iz 14 leta 22 naraslo že na 27 v lanskem letu. V ljubljanski nadškofiji pa leta 23 90, leto kasneje 140, lani pa že 180, pa to niti niso vsi zabeleženi. Trend se je obrnil navzgor, ne gre pa za izrazit obrat, pomembne so podrobnosti. Dekleta niso se vrnila k religiji praktično nič, v nekaterih dimenzijah so celo manj religiozna, celoten ta porast odpade na fante. Pri fantih pa resnično lahko govorimo o velikem porastu zanimanja za krščanstvo oziroma religioznosti. Osemnajstletni Urban Javoršek in 21-letni Jernej Dragar pravita, da jo v cerkev v Dobu pritegne poleg vere predvsem skupnost, druženje. Veliko pa pripomore tudi gospod župnik, ki je zelo aktiven z mladino. Pri meni je predvsem ta nek občutek notranjega miru. Ne preseneča ju porast religioznosti med fanti. Sploh zaradi pritiskov družbe se mi zdi, da iščejo neko oporo v veri, v Bogu in da jim je s tem lažje. Se mi zdi, da družba, a pa še bolj socialna omrežja pa telefoni pritiskajo vedno bolj v to, da pač te probajo popredalčkati, a pa ti nadeti neke preproste etikete. Še bolj je pa tudi to, da pa se preprosto ne ukvarjajo z mladimi, a pa še posebej z mladimi fanti, oziroma si ravno te mladi fantje toliko bolj želijo nekega smisla ali pa svojega prostora v družbi. To, da med novimi verniki prevladujejo fantje, ki se tudi sicer vedno bolj obračajo na desno, je posledica spolne polarizacije na področju ideologije in politike, pravi profesor Lavrič.
Fantje so dejansko tisti, ki imajo danes največ problemov z identiteto. So skoraj da edina družbena skupina, o kateri se ne govori kot o žrtvi in hkrati se krha tradicionalna vloga moškega. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Poslanstvo slavilnega benda Rafa Worship je z glasbo voditi mlade v navzočnost Boga. Z moderno, energično slavilno glasbo si želijo biti vstopna točka v cerkev. In čeprav so v katoliški skupnosti zelo dobro poznani, je slava vse prej kot njihov cilj. Ampak da v bistvu pride ven, da v bistvu ti sporočilo in Boga predstaviš mladem. In tudi njihov življenjski slog je povsem drugačen kot slog pop in rock glasbenikov. Naš življenjski slog se ne razlikuje od nekega navadnega kristjana, oziroma pač se trudimo biti zgledni pa vzor drugim. Oznanjanje vere ni nekaj, kar počno samo na odru, pač pa tudi v vsakdanjem življenju. V bistvu je narobe, če je pol ta tvoja podoba na odri in to, kar ti delaš, pol zlahano s tem, kar se dogaja v tvojem življenju. Tako. Živimo v svetu velike negotovosti. Generacija Z se spopada z obilico pritiskov, z duševnimi stiskami in ogromno izzivi. Ni jim pa več toliko pomembno, kako so na primer njihove družine opredeljene politično ali ideološko. Oni so neobremenjeni. Oni iščejo povsod. Nič ni tabu, nič ni predsodek. In se mi zdi, da se danes mladi nočejo več zadovoljiti z nekim polovičarstvom. Nočejo hkrati biti samo božični in velikonočni kristjani. Ne? Želijo biti z vsem, kar so kristjani. Neža Zupanič je globjo povezanost z Bogom ponovno začutila prav na študentski maši. Kakor da bi do takrat, ko nekaj bi me tako držali skup, neka tesnova, tako nisem bila sproščena in pol, ko sem dobila ta pepel, sem sam bila tako, kot da bi me tako sam nek kamen bi šel stran od mene. Počutim se tam sprejeto, tako dobrodošlo, kada je realno pač Jezus tam. V zadnjih letih tudi v Stično prihaja vedno več mladih, opažajo tudi v skupnosti Rafa. Mladi se mi zdi, da vedno več iščejo nek višji smisel, ki ga pa po moje lahko najdejo sam pri Bogu. Po mnenju profesorja Lavriča gre za del velikega kulturnega premika, ki mu sociologi rečejo kulturni protiudar. Gre za to, da smo živeli na Zahodu v dolgem obdobju naraščanja liberalizma, liberalne svobode, tolerance do različnih spolnih praks, splava in tako naprej. Okrog leta 2010-2015 pa se je pojavil del populacije, ki je začel razmišljati bolj konzervativno, ki se je v tej svobodi slabo počutil. In smo šli v neke ekstreme. In zdaj počasi prihajajo ljudje nazaj k normalnem. In mlade vernice in verniki so drugačni od tradicionalnih vernikov 20. stoletja. Gre za neko novo obliko katolištva, ampak vendarle je pa to odmik od individualizma, bi rekel, in liberalizma v neki novi religiozni preobleki, ki jo mogoče nismo ravno vajeni. Tako Urban kot Jernej se na primer želita poročiti cerkveno, imeti družino, najti verno ženo, saj to olajša razumevanje. Vendar, če bi bila ljubezen res močna in da bi se dal nekako čez prideti, ampak poudarjam še to, da bi cerkveno poroko pa spodbujam. Marsikaj se da na tem narediti. Bi si pa zagotovo želel tudi otroke vzgajati v veri, zaradi tega, ker se mi zdi to en velik privilegij. Hvala vam in vsem eno lepo veliko noč.
lepo prazni svojo družino in ne pozabite, da ima Jezus rad. Čau!